Srečno! Sinoči je na sedežu Vseslovenskega združenja malih delničarjev potekala slavnostna seja sveta VZMD, ki je sledila prednovoletna zdravica s častnim gostom, predsednikom Svetovne federacije investitorjev dr. Jean-Pierre Palinkom in številnimi sodelavci VZMD. Over the years, the extraordinary dynamism of VZMD has been noticed on the occasion of our international meetings. VZMD actively promoted good corporate governance. Also promoted some Slovenian issuers, I don't know if you know that, on the occasion of international meetings like in Wiesbaden. Organized roadshows in favor of the companies of your country, of the issuers that appear on your stock exchange. And they contributed to the dynamism of World Federation of Investors by being such an active member. Z letom 2018 VZMD tako stopa v 14. leto institucionalnega delovanja. Ponosni smo, da nam je uspelo nadaljevati ter še okrepiti učinkovito in celovito skrb za pravice, interese ter naložbe malih delničarjev in individualnih investitorjev v številnih gospodarskih družbah in Republiki Sloveniji nasploh. V teh ducat letih smo vzpostavili ter utrdili vlogo kredibilnega in upoštevenega sogovornika tako pri pripravi področne zakonodaje in sprejemanju odločitev o prihodnosti številnih gospodarskih družb, kakor tudi v širšem družbenem, evropskem in mednarodnem kontekstu. Leta 2017 se bomo spominjali tudi po pionirski vzpostavitvi in hitrem vzponu edinstvene sheme Delniška opora, preko katere je VZMD tisočerim malim delničarjem z ukinjenimi registrskimi računi omogočil ohranitev njihovih delnic pod najugodnejšimi pogoji. Hkrati smo v okviru Delniške opore izvedli tudi mnogotere skupinske prodaje delnic in izstope iz družb v skupnem obsegu preko 350.000 evrov. Tako smo na primer samo v družbi Vipa Holding, seveda po dolgotrajnih zahtevnih pogajanjih, za več kot 800 delničarjev, ki so se pridružili Delniški opori, dosegli prodajo njihovih delnic po praktično 7-kratniku borznega tečaja in siceršnje prevzemne cene. Seveda smo s številnimi aktivnostmi zaščite pravic in interesov manjšinskih delničarjev tudi letos razburili posamezne vplivne kroge, posameznike in celo institucije. Tako sta bila zoper predsednika VZMD magister Kristjana Verbiča osebno sprožena 2 kazenska postopka zaradi njegovega opozarjanja na potencialno oškodovanje v primeru Ajdovskega mlinotesta, vendar sta bili tožbi strani tožnikov ob izteku leta umaknjeni. Žal to ne velja za 10-letno sodno sago zaradi prizadevanj za preprečitev oškodovanja malih delničarjev družbe Velana, kjer je bil predsednik VZMD kot prvi in edini v Sloveniji pravnomočno obsojen zaradi očitane zlorabe notranjih informacij, zaradi česar je že vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Zlasti je pa ključno to, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev ustavila vse prekrškovne postopke zoper Kristjana Verbiča, a po drugi strani sodišče izreče kazensko sodbo, kar pa je najmanj nenavadno, če človek ni odgovoren za prekršek, a po drugi strani ne bi bil odgovoren za kaznivo dejanje. In that case, as far as we understand, the information was not only available, it was produced by him and it was mentioned in the media. So if it is not privileged information, he has the right to believe that a share would evolve in one direction or another, or even to show to the people, I will buy these of the shares so that you will see that I believe in it. But it can be interpreted in a different way, and that is what probably has happened in the court the first time.
So I hope that in appeal that they will understand that he had done it not on basis of privileged information, and on top of that, that his intentions were to serve the corporate governance principles for which his organization is based. Magister Verbič je kljub argumentom ter prepričanju o režiranem oziroma montiranem procesu svetu VZMD ponudil odstop z mesta predsednika, ki pa ga slednji po večurni tehtni razpravi tudi ob podpori strokovnega sveta ni sprejel, ter je magister Verbiču izrekel celo pohvalo. Pregledali smo vse zadeve, ki so se vodile, ki jih je vodil VZMD, seveda pod vodstvom predsednika v zadnjih 12 letih in seveda odstopa nismo sprejeli. Predsedniku smo celo izrekli pohvalo za opravljeno delo. Svet Zavoda je obravnaval predlog odstopa predsednika Kristjana Verbiča zaradi zadeve Velana, ker je strokovni svet zavrnil, pohvalil njegovo delovanje in se začudil nad pravnim sistemom, ki je moral donesti tako vsako sodbo. VZMD se je zapletel v spor tudi z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ki je lani potrdila sporno prevzemno ponudbo za delnice Vipe Holdinga, hkrati pa kot zagovornik borzno-posredniških družb opravičevala visoke stroške vlagateljev, povezane s trgovalnimi računi za vrednostne papirje, zaradi česar je bila potrebna avtentična razlaga državnega zbora, ter z Ministrstvom za finance celo predlagala spremembo zakonodaje z edinim ciljem prepovedi ter ukinitve delniške opore, čemur pa se je VZMD ob izdatni argumentaciji, podpori Zveze potrošnikov Slovenije, Sinteze, Evropske federacije investitorjev in večine parlamentarnih političnih strank uspešno uprl. Dejansko smo volku nekako zavezali gobec, da ne bo klal ovc naprej. Izključen namen združenja tako v primeru delniške opore je bil ohranjanje malega delničarstva v Republiki Sloveniji, ohranjanje lastništva in imetništva čim večjega števila delničarjev, ščitenje kar se da učinkovito interesa, ki iz tega izhaja, tudi njihovih pravic v različnih sodnih postopkih, v različnih skupščinskih in drugačnih dogajanjih in pri tem bomo vztrajali tudi naprej in očitno se bomo soočali z nasprotovanjem in poleni pod noge tistih, ki bi pravzaprav v osnovi morali biti na isti strani kot mi in ščititi v prvi vrsti interese ravno teh individualnih vlagateljev in interesov funkcioniranja finančnega kapitalskega trga. Sam spoštovanjem do ATVP, ampak žal se počasi bom mogel začeti strinjati z opozicijo v tistem delu, ko razlaga, da ste pravzaprav zastopniki borzno-posredniških hiš. Ob preko 20 sodnih postopkih zaradi iztisnitev, razlastitev, ravnanj večinskih lastnikov, nadzornikov ali uprav ter spornih skupščinskih sklepov je VZMD v tem letu sprožil pomembne sodne spore tudi v primerih skupščin Luke Koper, Uniorja in Krke, kjer je glasno opozarjal na neodgovorna in škodljiva ravnanja večinskih lastnikov oziroma upravljavcev državnega premoženja Slovenskega državnega holdinga. Naj svojo pokončnost pokažejo zoper finančne in politične oblasti v Evropi. Naj pokažejo svojo pokončnost zoper globalni kapital in finančne institucije. Dolgo smo čakali tudi v Združenju malih delničarjev, da se državljani zbudijo. 4 leta od razlastitev v slovenskih bankah VZMD ostaja na čelu prizadevanj za popravo krivic in oškodovanj tako preko različnih sodišč, kakor zakonodajnimi predlogi, mednarodnimi aktivnostmi in objektivnim informiranjem o ravnanjih Banke Slovenije in finančnih oblasti ter dejstvih ropa stoletja ob presanaciji slovenskih bank. Ob tem je deležen vse širše javne in strokovne podpore, številnih odvetniških družb, finančnih strokovnjakov in civilne družbe, med drugih članov strokovnega sveta VZMD, dr. Tadeja Kotnika, dr. Petra Glaviča, dr. Andreja Ocvirka, dr. Ludvika Toplaka, dr. Branka Koržeta, odvetniških družb Senica, Jereb, FMMS, Veršič Peršič, Kunič in drugih.
Tudi v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, Investu Slovenija in International Investors Network nadaljujemo z zagotavljanjem učinkovite prisotnosti in predstavitev podjetij, institucij in projektov ter vzpostavljamo pomembne poslovne in investitorske stike, vezi in sodelovanja za naše partnere širom po svetu na kar 5 kontinentih, med drugim Abu Dhabiju, Astani, Almatiju, Bakuju, Beogradu, Berlinu, Bledu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Buffalu, Bukarešti, Cape Townu, Celju, Chicagu, Dohi, Dubaju, Dunaju, Eindhovenu, Georgetownu, Grodnem, Helsinkih, Istanbulu, Jaroslavlju, Kijevu, Kopenhagnu, Krakovu, Ljubljani, Londonu, Madridu, Milanu, Minsku, Monaku, Montevideu, Moskvi, New Delhiju, New Yorku, Ouagadougou, Parizu, Piranu, Praji, Prištini, Reykjaviku, San Franciscu, Santiagu, San Juliansu, Skopju, Štokholmu, Tajpeju, Teheranu, Tel Avivu, Tirani, Tokiju, Torontu, Varšavi, Vitebsku, Washingtonu, Winnipegu, Wroclawu, Wiesbadenu in Zagrebu. Vse to ob sodelovanju z uglednimi mednarodnimi partnerji, Evropsko federacijo investitorjev in uporabnikov finančnih storitev Better Finance, Svetovno federacijo investitorjev, 70 nacionalnimi združenji delničarjev in investitorjev, mednarodno mrežo Knowledge Economy Network, Mednarodnim centrom za promocijo podjetništva, Evropskim združenjem izdajateljev vrednostnih papirjev, Evropsko mrežo poslovnih angelov, Luksemburškim združenjem finančnih in kapitalskih skladov, Mednarodno mrežo pravnih pisarn, Mednarodnim skladom za mir in vzdržnostni razvoj, kakor tudi domačimi, Gospodarsko zbornico Slovenije, Spirit Slovenija, Slovensko turistično organizacijo, Slovinom ter mnogimi drugimi. In kakor smo doslej pokončno, pogosto v neprijaznih razmerah, ob številnih pritiskih ter brez kakršnih koli javnih ali proračunskih sredstev, uspeli vzpostaviti upoštevano in kredibilno institucijo, bomo začrtanim ciljem in poslanstvu domišljeno sledili tudi vnaprej. VZMD bo nadaljeval z učinkovito zaščito pravic, interesov in naložb malih delničarjev in vlagateljev, skrbel za uravnoteženje procesov in odločanje v gospodarskih družbah, prispeval k izboljšanju razmer na kapitalskem in finančnem trgu ter nenazadnje ugodnejšemu položaju posameznika in družbe.